Frekvenca za logistiko Slovenskega logističnega združenja. Gospod Samo Kastelic, vi ste član uprave Interevrope d.d. Torej, vi ste sodelovali na tem kongresu logističnem na temo težki časi, težki geopolitični časi za logiste, kje so težave, kje so priložnosti, kje so po vašem mnenju priložnosti? Zdaj tako je, ja. Situacija globalno ni v redu, predvsem z dogajanjem na Bližnjem vzhodu. To definitivno vpliva na oskrbovalne verige po celem svetu in se tudi odraža ne samo na tokovih, blagovnih tokovih, ki prihajajo iz Azije v Evropo, ampak se to odraža tudi zdaj zaradi cen goriv in dviga ostalih stroškov, tudi lokalno, da rečemo, v Evropi in vpliva na vse oblike transporta. Tukaj je situacija za vse enaka. Se pravi, in če izhajamo iz tega, da blago vedno najde pot, je tudi v tem primeru samo malo večji izzivi so tukaj, ki jih je treba premagati. In iz tega vidika jaz to gledam kot, da vsaka kriza prinaša tudi priložnosti. Kakšne so te priložnosti, kaže čas, ampak mislim, da moramo biti proaktivni v tem smislu. Več je nekega dela, tako kot smo se tudi na kongresu pogovarjali, operativno gledano, ekipe imajo več nekih stvari, ki jih morajo v bistvu komunicirati, sprejemati informacije, dajati od sebe in tukaj je predvsem ta čas, da obvladujemo vse te izzive, ki se dogajajo. Seveda nikoli pa ne vemo, kaj se bo zgodilo, ker edina stalnica trenutno, pa bom rekel tudi že kar dalj časa v logistiki nasploh, edina stalnica so spremembe. Mogoče samo to, da so zadnje čase te spremembe res hitre pa zelo velike. V kolikšni meri vam pri obvladovanju teh razmer pomaga umetna inteligenca? Umetno inteligenco v Interevropi uporabljamo v bistvu pri vsakodnevnem delu kot nek orodje, kjer ima vsak zaposleni dostop do tega. Trenutno smo pa tudi v fazi, kjer bomo implementirali tudi RPA, se pravi Robotic Process Automation, skozi umetno inteligenco oziroma s pomočjo tudi umetne inteligence, kjer želimo naslavljati procese kot take, kjer želimo nasloviti v procesu aktivnosti, ki nimajo dodane vrednosti, so pa nujne v procesu. In to želimo s tem tudi avtomatizirati, pospešiti ta del procesa in pa predvsem omogočiti ljudem, da bojo se lahko fokusirali na tisti del oziroma tiste aktivnosti, ki prinašajo dodano vrednost. In tle vidimo v bistvu največji potencial umetne inteligence kot take. Seveda bomo pa tudi z vsakodnevnim učenjem prihajamo tudi do tega, da probamo prepoznati, kako nam to lahko na naši infrastrukturi pomaga, se pravi skladišča, skozi robotizacijo, avtomatizacijo in vse te zadeve, ker jaz mislim, da umetna inteligenca kot taka, pa dajva reči tehnologija, kot taka ni zdaj vprašanje ali bi ali ne bi. To je danes, to moraš iti v to. In s tem, ko moraš iti v to, te silijo v bistvu vsi dogodki, ki se ti dogajajo, od problem s kadri, menjava generacij. Logistika je ena taka lepa stvar, ampak je pa tudi po svoje zelo zahtevna, zelo dinamična. In ni veliko ljudi, da bi rekel, da kot mlad, jaz bom pa logist. Je pa definitivno ena od industrij, kjer se dotika čisto vseh ostalih industrij. In je tudi, dokler se bo treba nekaj premakniti iz točke A na točko B, se bo to vedno uporabljalo. In tehnologija nam pa samo v bistvu pri tem pomaga. Zdaj, omenili ste te bolj enostavne procese, ki pa niso tako donosni. Ste lahko konkretni, kaj točno zdaj mislite s tem, kje zdaj mogoče roboti zamenjajo človeka? To so predvsem tiste aktivnosti v procesu, kjer je veliko nekega ročnega vnašanja v neke sisteme. Mi imamo že zdaj strankam zelo ogromno povezano izmenjavo podatkov, imamo te povezave narejene, ampak skozi se v procesu najdejo neke aktivnosti, kjer mora človek neko stvar v bistvu prijeti, pretipkati, narediti. V teh stvareh v bistvu
v prvem delu vidimo. Ne. Logistika kot taka je veliko razmišljanja o tem, kako neko stvar rešiti, ne, iskati rešitve. Ne. In to je ta pomemben del. Ne. In če gledamo to, da človek namesto, da nekaj pretipkava, se ukvarja s tem, da najde neko rešitev, ali pa da se v bistvu ukvarja s stranko, pa se tudi z njo pogovarja in proba odkriti, kaj še dodatno lahko stranki ponudimo, oziroma kaj stranka dodatno rabi, je to samo dodana vrednost. Ne. In v tem delu največ potenciala vidim. Ne. Neka ročna dela, neki prenosi nekih podatkov, prenosi tudi nekih informacij, da pridemo do bolj v ta del dodane vrednosti. Kje je vaša komplementarnost s Pošto Slovenije, ki je vaša lastnica? Pošta Slovenije ima ogromen izziv trenutno v smislu izziva, kako se e-commerce odvija v Evropi in globalno. Vidimo, da nekateri, ki so bili e-commercerji iz preteklosti, nekateri sploh ne obstajajo več, prihajajo novi, predvsem iz Kitajske. In Pošta ima tukaj veliko priložnost, v bistvu mi kot cela skupina imamo veliko priložnosti. Na Pošti Slovenije ogromen znanja, kar se tiče paketne distribucije, postavljanja neke infrastrukture, in tle vidimo tudi mi zelo dobro komplementarnost na tem delu. Ne. In tudi obratno, tudi Pošta Slovenije z Intereuropo lahko dobi ta logističen del, ker e-commerce ni samo last mile delivery, ne, ampak je v bistvu cel skupek pripeljati, ko pride, bom rekel, z drugega konca sveta, da se to prime, se s kamioni do hubov dostavlja in potem naprej. Ne. Se pravi, ta end-to-end rešitve, ne, in tukaj imamo mi ogromno komplementarnost skupaj z Pošto Slovenije. V kolikšni meri zdaj že roboti zamenjujejo delavce pri tej distribuciji poštnih pošiljk, pa konec koncev tudi vračanja kakšnega kupljenega blaga, ki mogoče nekomu potem ni všeč? Zdaj, kot je meni znano, bom tako povedal, ne, imamo trenutno še malo omejitev glede zakonodaje, ne, pa dostave robotov posameznih paketov. Bolj je tukaj, jaz vidim velik potencial v razmišljanju, kako optimizirati to mrežo. Ne. Kakor verjetno sama veste, v zadnjih letih je ogromno nekih paketomatov se postavilo, ne samo v Sloveniji, ampak po celi Evropi. Ne. In tudi to nek trend oziroma spreminjanje neke ustaljene logistične poti ali pa last mile ali pa first mile. In ta optimizacija v bistvu sil tudi nas kot kupce, ne, v e-commerce segmentu, mislim, spletnih nakupov, da včasih pač pričakuješ, da bo to prišlo do doma, ne. Zdaj, ko je pa tako dinamično življenje, ti pa v bistvu že kar malo bolj, da je to v paketomatu nekje, ne, kjer si navajen in to dobiš. Ne. Tako da roboti kot taki, jaz vidim predvsem v teh točkah sortiranja, ne. Ko pride, dajva reči, kamion v sortirni center, da tam v bistvu roboti lahko v bistvu nadgrajujejo, ampak tudi to govorimo o robotih, ki so kot veliki sortirni stroji ali pa te tehnologije, ki so robotske, ne pa toliko humanoidnih robotov. No. Ali tudi na vašem področju kadri pomenijo nek izziv? Ja. V kakšni meri? Kako to rešujete? Zdaj, tako je. Mi imamo v bistvu zelo veliko različnih profilov zaposlenih. Govoriva od skladiščnih delavcev pa do strokovnjakov v logistiki. Problemi so tukaj zaradi tega, ker včasih si se veliko ukvarjal s tem, kako dobiti dober kader. Danes je že veliko ubadanja s tem, kako dobiti kader. In to so vsakodnevni izzivi. In tudi ti izzivi ne bojo vedno manjši. Ne. Ti izzivi bojo vedno večji. Vidimo tudi, da se v bistvu neka delovna sila iz Azije pojavlja, ne, Filipini, Indija, Nepal in podobno, ne, kjer prihajajo v Evropo. Ampak preprosto ni tukaj vprašanje stroškovnega vidika, ne, da je to cenejše, ker po mojih informacijah rečeno ni niti toliko cenejše, ampak preprosto ljudi ni. Ne. Ampak tukaj govorijo predvsem zelo enostavnih delih. Na drugi strani pa težava strokovnjakov, ne, kako pridobivati tudi strokovnjake, da bodo upravljali to delo.
In v logistiki že dalj časa velja, tudi ko je bilo tukaj rečeno, ne, ali ga poiščeš med konkurenco, ne, ga prepoznaš in ga probaš prepričati, da pride k tebi, ali pa se lotiš od tega, da zelo mlade ljudi jemlješ in jih probaš, oziroma ne probaš, jih učiš, vzgajaš do tega, da so to enkrat te strokovnjaki. Problem je tudi pol tukaj, kad te mlade vzameš, je tudi zdaj drugačno razmišljanje. Generacije se spreminjajo, ne. Velik vpliv socialnih medijev, ne. Vidimo že, da veliko mladih ljudi se sploh ne vidi več v teh poklicih, se vidijo bolj v nekih socialnih medijih, neki vplivneži in podobno, ne. In tle malo zamegli vse ta razmišljanja o prihodnosti na tak način, kakor smo, jaz osebno, no, pa starejše tudi generacije razmišljali. Kaj bi svetovali nekemu direktorju, ki bi se znašel na takem položaju kot vi, ko je treba digitalizirati en tako zapleten in kompleksen sistem, kot je Interevropa? Jaz sem na Interevropo prišel pred 7 meseci. Jaz sem sicer že bil pred tem na Interevropi 3 leta, odgovoren za ladijski promet, pa avtomobilsko logistiko. Kaj bi svetoval? Predvsem to, da je treba najprej zadeve pogledati, ne. Najprej nek overview narediti obstoječega stanja, nasloviti kritične točke in se tam prvih lotevati. V enem smislu poiskati hitro neke quick wine, ne. Po drugi strani pa treba tudi gledati, da kaj strateško naslavljaš, ne. Kaj bo imel efekt ne jutri, ampak čez 2 leti, čez 10 let, ne. In tle mislim, da predvsem se treba strateško vprašati, kaj želiš delati, pa kam želiš priti, potem pa skladno s tem tudi ekipo zmotivirati, sestaviti in peljati zadevo v tej smeri. Gospod Samo Kastelic, hvala lepa za pogovor. Hvala vam.